V Sloveniji enkrat letno poteka licitacija lesa, danes prav tukaj v sončnem Slovenj Gradcu. Organizator je Zveza lastnikov gozdov Slovenije skupaj z Društvom lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zavodom za gozdove Slovenije. Licitacija običajno poteka v začetku leta, priprave na ta dogodek pa so se začele že lansko jesen. Sicer pa so licitacije vrednega lesa v tujini in pri nas uveljavljen način prodaje lesa. Na njih je mogoče doseči zelo visoke cene in izjemen hlod lahko lastniku prinese več denarja kot ves drugi les, ki ga je v sklopu sečnje posekal. Tukaj imamo primer gorskega javorja. Cena za kubični meter je 1500 evrov, cena za konkretno tale kos pa 1216,30 evra. Z nami je gospod Mori, član upravnega odbora Zveze lastnikov gozdov Slovenije. Danes vam je dan naklonjen, namenjen prav temu dogodku. Kako ocenjujete letošnjo licitacijo? Letošnjo licitacijo pač ocenjujemo kot dobro. Ni licitacija presežkov, ni rekordnih cen hlodov, ampak so pa cene zelo solidne. Spet imamo nekaj zelo visokovrednih hlodov, tudi prodanih. Pa zelo nas veseli, da je velika večina hlodov tudi prodanih. Kam gredo ponavadi ti hlodi? Ostanejo v Sloveniji, gredo v tujino? Ja, nekaj jih prav gotovo ostane v Sloveniji. Tudi letos smo veseli, da se je več kupcev odločilo, da licitirajo na te licitacije kot prejšnja leta, slovenskih kupcev. Drugače pa lahko rečemo, da te hlodi grejo praktično po celem svetu, ker kupci so iz Italije, Avstrije, Švice, Portugalske, Hrvaške, seveda pa ta les ne ostane tam še, ampak se to spet predela in gre za razne namene drugam po svetu. Koliko lesa konkretno imamo danes tukaj in koliko odstotkov od razstavljenega lesa ste danes uspeli prodati? Tukaj je slabih 1700 kubičnih metrov lesa, prodanih je bilo pa dobrih 90%. Stojimo pravzaprav pri najdražjem hlodu na tej licitaciji, drži? Da, drži, to je najdražji letošnji prodan hlod na licitaciji. Kako ocenjujete? Malo prej ste razlagali, na kakšen način se kaže kvaliteta lesa in zakaj dosega takšne cene? Ta hlod je res izjemne kvalitete in zelo poseben, ker to je hlod javorja, kjer je posebna sorta lesa. Javor je sicer gorski javor, čist pač ta običajna drevesna vrsta, ki raste pri nas, ampak ima pa posebne vrste les, pod skorjo se skriva in temu rečemo rebraž v obliki takšnih reber, drobnih reber. In če najdemo tak les oziroma tak hlod v gozdu, potem vemo, da je to les najvišje vrednosti in najvišje kakovosti in zelo primeren za razne prestižne stvari, kot so te okrasne plošče v avtomobilih, na jahtah, za glasbila, za pohištvo največje vrednosti in ta hlod se vedno dobro prodaja. Gospod Mori, hvala lepa za ta pogovor in tudi v prihodnje vam želimo veliko uspehov in še več lesa na tovrstnih dogodkih. Hvala tudi vam. Z nami je tudi gospod Peter Cesar, sicer zaposlen na Zavodu za gozdove Slovenije, danes pa kot obiskovalec. Kako ocenjujete to današnjo licitacijo? Ja, poglejte, ta 9. licitacija tu v Slovenj Gradcu je vsekakor primer, kaj se da in kaj je treba narediti s tem lesom, ki raste v slovenskih gozdovih. Tu prihajajo kupci od vse povsod. Dejstvo v bistvu pa je, da ljudje, da lastniki gozdov za ta les, ki je tu ponujen, dobijo resnično najvišjo možno ceno, ki je ta trenutek verjetno na trgu. In prav je, da se pokažejo, prav je, da sodelujejo, prav je, da svoj izdelek, da svoj proizvod z kmetije prodajo po najvišji možni ceni. Se vam zdi, da je v teh 9 letih ta licitacija dosegla svoj namen, da je ponudnikov vedno več, da je obiskovalcev vedno več? Ste dobro spromovirali to prireditev? Ja, to prireditev so dobro spromovirali, to so drugi, ki vodijo organizacijo in vse to. Ocenjujem, da je cilj dosežen, da gre v pravo smer in resnično, da še enkrat ponavljam, da dobijo lastniki gozdov, lastniki tega lesa čim višjo ceno za svoj ponujeni les in da prenehamo nergati, da se nič ne splača, da ni cene in pa da naš trg tega ne premore.